V bistvu je že kar nekaj časa rišem in sinhroniziram pri agenciji za risanke in tudi zelo rad pišem pravljice. In potem sem se vprašal dve vprašanji. Ali bi tu pisal samo v slovenščini, ali bi tu natisnil, ali bi naredil spletno stran. No in potem je v šoli prišel na pot ta nek startup vikend, na katerega sem se vpisal. Potem so se moji prijatelji še pridružili in sem jim predstavil to idejo in smo jo izbrali in jo razvijali do danes. Sem pomagal pri izdelavi čist prvega prototipa spletne strani. Kontaktirala sem družine, šole, knjižnice, starše. Jaz pa Loro sva risala in pisala pravljice in poznajo smo pa še skrbeli za oglaševanje. Jaz sem skrbela bolj za marketing pa objavljanje stvari. Odkrivam napake na spletni strani ter jih odpravljam. Naša zmagovalna ideja je spletna stran eFairytales, ki je globalna spletna stran, na kateri lahko družine na enem mestu najdejo nove avtorske in poučne pravljice, ki jih pišemo, rišemo, sinhroniziramo in animiramo otroci sami. Do danes lahko družine na njej berejo pravljice z velikimi in malimi tiskanimi črkami, gledajo sinhronizirane in animirane pravljice kot risanke in jih poslušajo sinhronizirane z ilustracijami v ozadju. Nisem vedela, kako je to, ko snema za kamerami in zdaj vidiš bolj, pa kako gre sploh podjetništvo. Največja težava v bistvu meni je bila, da se odrekam full treningom, ker sem profesionalen plesalec in moram tudi full trenirati. Potem mogel sem se odrekati hobijom in težko mi je bilo tudi napisati 30-stranski poslovni model.